pri koncesionarjih, pri zasebnikih opravljajo lažji posegi. Najzahtevnejše, najnevarnejše, najpomembnejše posege se opravlja izključno v javnih zdravstvenih ustanovah, izključno v javnih bolnišnicah. Zakaj? Zato, ker zasebniki niso motivirani za take posege, so dragi, so zahtevni, so nevarni, odpirajo različna poslovna tveganja in zato zanje preprosto niso rentabilni. Ampak najtežji pacienti, tisti, ki najbolj potrebujejo oskrbo, tistim, ki najbolj narobe hodijo čakalne vrste in zaradi teh čakalnih vrst najbolj trpijo, kaj se s temi ljudmi zgodi, če kader v javnih bolnišnicah, ki bi moral te zahtevne posege izvajati, pobere šila in kopita, da odpoved, ker je zavarovan sredstvi iz interventnega zakona, pa gre opravljati bolj rentabilne, lažje posege med zasebnike. In je to še eden v vrsti problemov, ki se z določbami, ki ne dajejo javnih bolnišnic na prvo mesto, izkazuje kot problematičen. V praksi ne ideološko, ne programsko, čist praktičen problem imamo, da se nam kaj lahko zgodi, da bodo zdravniki, ki bi morali izvajati najtežje posege v javnih bolnišnicah, raje šli oddelati nekaj manj zahtevnega, pa zato toliko bolj rentabilnega k zasebnikom. Zakaj? Zato, ker lahko. Ker je to najbolj samoumevno, če imajo tam boljše pogoje za delo, če lahko dobijo tam več denarja, če imajo nižje davke in tako naprej, potem pa po izteku zakona državo in paciente izseljujejo, naj ta interventni režim spremeni v trajnega, zakaj pa tega ne bi storili?